Evropsko poletje se nadaljuje oziroma šele prav začenja. NK Maribor si je v Luksemburgu zagotovil še najmanj 4 mednarodne tekme, kar pomeni pestro dogajanje do konca avgusta. Po izločitvi Dudelanža se kvalifikacije za Ligo prvakov s 3. krogom nadaljujejo že prihodnjo sredo. Tekmec slovenskega prvaka bo zmagovalec dvoboja Maccabi Haifa Borac Banja Luka. Sodeč po razpletu prve tekme, Izraelci so slavili 5:1, skoraj da ni več dvomov, da sledi gostovanje v Haifi. Povratni obračun je predviden 3. avgusta ob 20:45 v Ljudskem vrtu. Sigurno da je bilo ože igralište u Ljudskom vrtu ili na nekim drugim terenima. Sigurno je to bila prednost domaćina koji igraju na duge lopte i na taj način stvaraju pritisak, ali mi smo uspjeli to sanirati i dobro smo se odazvali na igralištu i na kraju nije bilo većih problema. Po napovedih se v Luksemburg ni šlo braniti prednosti 2 golov. Darko Milanič se odločil za 11 trenutno najboljše pripravljenih posameznikov v udarni postavi, ki so šli v boj za potrditev napredovanja v 3. krog kvalifikacij Lige prvakov, tudi s pomočjo najzvestejših mariborskih navijačev, ki so se podali na 1000 km dolgo pot. Domači nogometaši so šli na igrišče, kot bi jih spustili z verige, s prepričanjem, da jim lahko v njim najljubšim razmeram uspe preobrat in kot prvi prišli do udarca v okvir gola. Toda poskus Vigersa ni pomenil resnejše grožnje za pridigarja. Luksemburški prvaki so skušali doseči namen s povečano mero agresivnosti, slovenski pa s kombinatoriko v igri in na takšen način dosegli svoj namen. Dvomov v uvrstitvi v naslednji krog je bilo hitro konec, lahko bi bilo še prej. Gostitelji so skoraj že po 7 minutah ostali brez igralca. Cvjanović je usmeril globinsko podajo do Mezge, ki se mu je odprla pot do gola. Branilec Kajle pa ga je med prodorom zbil na tla. Ni se končalo z rdečim kartonom, malteški sodnik je ob dosojenem prekršku potegnil iz žepa le rumenega. Vlogo izvajalca prostega strela je prevzel Milec, nameril natančno v zgornji levi kot ob stičišču vratnice in prečke, toda vratar Žuber je poletel proti temu delu gola in uspel odbiti žogo v kot. Takoj zatem še ena spretna akcija in obetavna priložnost. Mejač je po hitrem prodoru spravil žogo do Velikonje, njegov udarec z roba kazenskega prostora je končal ob levi vratnici. Trenutek, ki je pomenil uresničitev želja pred potjo v hitrem zadetku za mirno nadaljevanje, je sledil v 27 minuti. Zatresla se je domača mreža, strelec pa Mezga. Berić je po spretnem prodoru popeljal žogo do roba kazenskega prostora, nesebično podal Mezgi, ki ga je opazil na desni strani, in Dejan je z natančnim udarcem premagal domačega vratarja. Najlepšo priložnost pred odmorom so si agresivni Luksemburžani pripravili ob tej akciji Damote, ki je uspel priti do udarca z 11-12 metrov, žogo spravil mimo pridigarja, vendar je Rajčević izbil pred golovo črto. Damota pa je bil uspešnejši ob naslednjem poskusu. Podal mu je Abdulej, Damota je uspel na robu kazenskega prostora z leve strani priti do udarca ob Mejaču, pridigarju je žoga ušla in končala v mreži. Izenačenje je opogumilo gostitelje, a ni zmedlo gostov. Žoga je bila kmalu spet več v posesti slovenskega prvaka in do konca tekme so se vse pomembnejše zadeve zgodile pred domačim golom. V akciji za novo vodstvo je Milec podal do Mezge, ta se odločil za udarec, žoga pa se odbila do Berića, ki jo je spravil v mrežo. Dobro, danes smo bila midva kolikor toliko bolj izpostavljena, naslednjo tekmo bo nekdo drug, tako da ekipa smo, glavno je, da zmagujemo. Ne? Pa dobro, v Mariboru je bila, moram reči, težja tekma kakor tukaj, res je bilo malo več pritiska v Mariboru kakor tukaj, ampak vseeno smo, hvala Bogu, prišli naprej. No?
1-2 so na semaforju takoj morali spremeniti v 1-3. Znova je bila na delu razpoložena naveza Berić-Mezga. Po udarcu Berića je namreč žoga zadela Kajleja v roko in sodnik Bork je pokazal na belo točko. Hkrati drugi rumeni karton domačemu branilcu. K žogi je pristopil Mezga in zanesljivo poslal vratarja v levi kot, žogo pa v nasprotno smer. Ob tej odločitvi je Damota dolgo ugovarjal in sodnik je tudi njemu pokazal predčasno pot v slačilnico. "3-1 v Luksemburgu pomeni 5-1 v skupnem seštevku obeh tekem. Dileme, katera ekipa si je zaslužila nadaljevanje evropskega popotovanja, ni bilo. S tem nasprotnikom je bilo izredno težko igrati. To smo se zavedali od samega začetka. Zato smo bili enostavno mi favoriti. In vse drugo kot napredovanje bi bila tragedija. Zdaj tega je popolnoma jasno vsakemu športniku, da to so tekme, v katerih trpiš veliko večji pritisk. Zdaj pa se obračamo jasno prvo prvenstvo, potem pa od jutri tudi zbiranju podatkov o našem mogočem nasprotniku v naslednjem krogu, kateri bo najverjetneje Makabi. Tako da jaz pa še kdo bomo že jutri odpotovali na njihovo tekmo v Banja Luka. Nagrada je primerna, že 3. leto zapored bo imel NK Maribor najmanj 6 tekem v evropskem pokalnem tekmovanju. Poglavje številka 3 v letošnji izvedbi, torej prihodnjo sredo, skoraj zanesljivo v Izraelu. Vmes se ne pozabljajo domače obveznosti. Predtem je namreč v soboto ob 20. na sporedu prvenstveno gostovanje v Lendavi.